Kaj naj storimo, ko zaradi starosti in prebolene težke bolezni niti kurja juhica več ne zaleže? To smo povprašali doktorja Iztoka Ostana, avtorja knjige Beljakovine za življenje in smrt. Obiskali smo ga na njegovem domu v istrskem hribovju Čičarije. Na pragu svojih 50 let sem bil zdrav, ampak vidno izčrpan. Začel sem telovaditi, kupil uteži, jedel bolj bogato beljakovinsko hrano, ampak ni dosti pomagalo. Kopičilo se je salo, da rečem, špehec, mišice pa ne. Problem je pravzaprav v staranju. Ko smo starejši, se hitro nakopičijo maščobne obloge, mišična masa pa pade. To se da dandanes lepo rešiti. Treba je pa vedeti nekaj več o presnovi beljakovin. Beljakovine so velike molekule v naših celicah, ki imajo dušik in so izrednega pomena. Niso samo za mišice, ni za rast otrok, ampak vsi hormoni, vsi encimi, imunoglobulini, hemoglobin, rdeče krvničke, vse to, kar dela celica, pravzaprav delajo beljakovine. So pa zelo težavne pri presnovi. Namreč že za prebavo, za razgraditev na sestavine, ki jih imenujemo aminokisline, je potrebno več ur, včasih celo 7 ur, od 3 do 7. No, ampak to še ni glavni problem. Ko pridejo te aminokisline do celic, tu se začne glavni problem, namreč izkoristek na celični ravni je zelo nizek. Več kot 50% aminokislin, ki pride v celice, se ne izkoristi, telo to razgradi, nastanejo močni strupi, dušični strupi, amonijak, to gre v jetra, obremenjuje jetra, tam se predela v sečnino in to potem obremenjuje ledvice. No, in tu je zdaj centralni problem. Narava je ta problem rešila tako, da je mladim in močnim dala dobre ledvice in jetra, da so te strupe lahko zlahka odpravijo. Mi starejši pa imamo problem, da je v naših jetrih pri 70 letih komaj 30% celic, ki smo jih imeli pri 30 letih. Torej, še kako bi potrebovali dobro beljakovinsko hrano, vendar naše filtri, da rečem tako, jetra in ledvice ne zmorejo tega odpadka prenesti. Kri se zapaca, sečnina se nabira v krvi, putika nastaja, slabo se počutimo in takrat rečemo, dobro, saj sem vedno rad kaj mesenega ali pa jajca pojedel, ampak zdaj mi to več ne paše toliko in gremo na mineštrce. In tako pridemo v beljakovinsko podhranjenost, ko pravzaprav telo začne sam sebe jesti. Ker nimamo dovolj beljakovin iz hrane, pa začnemo trošiti naše mišice. In tako pridemo do 80-90 let, ko smo bolj ali manj kot okostnjaki, če tako rečem, ko sami sebe pojemo. No in tu ta problem je že leta 1946 so poznali, da je ta problem in začeli znanstveniki iskati novo rešitev. To so dognali, da mi potrebujemo pravzaprav samo 8 od teh 20 aminokislin, ki jih naše telo ima. To so tako imenovane esencialne aminokisline. In če jih damo v pravo razmerje, ki ga takrat še niso poznali, 98. leta pa so, temu rečemo MAP, Master Amino Acid Pattern, takrat naše telo naredi pravzaprav vse, kar potrebuje z minimalno energijo. Nič ne porabi v prebavi energije, ker je to že predprebavljeno in ker se to 99% izkoristi, ne obremenjujemo jeter, ne obremenjujemo ledvic in je regeneracija izredno hitra. No, te stvari sem predstavil tudi v svojih publikacijah, knjigi Beljakovine za življenje in smrt in pa brošuri Optimizacija beljakovinske prehrane. Tu so tudi povzete raziskave, 24 jih je o tem, kako je to pravzaprav neobremenjujoče za naš organizem, torej netoksično in za razne ljudi, vegetarijance, pri raznih boleznih in tudi za starejše.
Obstaja študija pri ljudeh od 65 leta navzgor starih, ko so se v 2 mesecih tako okrepili mišično maso, da so 4-krat več lahko hodili. No, tudi sam sem se okrepil, ko sem začel uživati te tablete, sem si okrepil mišično maso, pod zdravniško kontrolo to naredil in regeneracija je izjemno hitra. V 14 dneh, da povem primer svoje tašče, pri 95 letih je bila zelo izčrpana, brez apetita, še kurja juhica ni ustrezala in se je samo tresla še od izčrpanosti, brada, roke in noge. No, smo jo pripeljali k sebi, 14 dni je jedla zjutraj po 4 tablete, popoldne 4 tablete, seveda tudi sokove in tudi stvari, ampak že po 14 dneh je lahko sama hodila okrog hiše s palico.